Torej, gospod predsedniški kandidat Šiško, zanima me, kako si predstavljate postati pastir slovenskega naroda, če metaforično imenujem to predsedniško funkcijo, glede na to, da opažam pri večini predsedniških kandidatov nestrpnost do zelo velikega dela slovenske populacije. Nestrpnost do ljudi, ki so politično napačno usmerjeni, za nekatere od vas, spolno napačno usmerjeni, da so napačnega verskega prepričanja in napačne narodnosti. In ali vam je za to vseeno? Mislim, da nič od tega, kar je bilo našteto, ni napačno. Pač vsak je to, kar je, vsak ima takšne prepričanja, kot jih ima, ampak jaz od tega ne vidim in ne gojim nobene sovražnosti. Gospod Andrej Šiško, kako tesno danes sodelujete z gospodom Zmagom Jelinčičem in kje se vidite čez 10 let? Z Jelinčičem ne sodelujem, manj kot ga vidim, rajše ga imam. Čez 10 let, kje se vidim, to pa iskreno povedano nikoli nisem razmišljal o tem. Gospod Šiško, kaj nameravate kot vrhovni poveljnik oboroženih sil Slovenije storiti za izboljšanje obrambne sposobnosti Slovenske vojske? Mislim, da bo ena izmed prvih zadev, s katerimi se bom kot predsednik začel ukvarjati, vzpostavitev stika z generalštabom Slovenske vojske, potem pa je potrebno nivo pripravljenosti Slovenske vojske absolutno dvigniti z sedanjega, ki je nezadosten, na oceno 5, torej odlično. S tem, da moramo poskrbeti za to, da bo Slovenska vojska služila svojemu namenu in izključno branila oziroma zagotavljala varnost nam, državljanom Republike Slovenije. Gospod Andrej Šiško, kaj menite o tem, da niste bili povabljeni na eno od televizijskih srečanj predsedniških kandidatov? Nisem bil povabljen na 2 televizijskih soočenji, sicer na Pop TV in pa na Planetu A, ne Planet TV. To je v bistvu dokaz, da pri nas nimamo svobodnih, pravičnih in poštenih volitev, kajti mediji, ki so v zasebni lasti, krojijo medijsko podobo, ustvarjajo javno mnenje in pri tem cenzurirajo celo kandidate za predsednika Republike Slovenije, v tem primeru mene osebno. Gospod Šiško, kako bi preprečili oziroma omejili športni huliganizem pri nas? Kolikor jaz poznam športne dogodke v Sloveniji, v zadnjem obdobju dolga leta na samih športnih prireditvah huliganizma več ni. Drugo pa je, kaj se dogaja v mestih pred ali po športnih prireditvah, ampak to sploh ni bilo vprašanje, ki bi mi je bilo zastavljeno.